Pozdravljeni, sem Marjan Zupan, prihajam iz Podhoma, idilične gorenjske vasice v vznožju Homa. Sanje in dotik, to je čista fikcija. Jata ptic selivk je v nekakšnih elipsah preletavala naseljeno območje vse do gozdne meje in stika z nebesnim svodom. Za ta čas je bilo zunaj mirno, vse pa je odvisno od opazovalčevega očesa, opažanja, tolerance in končno sodbe. Cesta se je sušila po dežju, ki je z vlažnimi dotiki šel poljubljati druge, geografsko neravno oddaljene kraje. Sonce je svojo popoldansko pojavo dajalo vtis aprilskosti, zaznane zlasti v škrlatu hišnih pročelij in kontrastih senc, ki so z dokajšno mero natančnosti napovedovale pozicijo dneva. Ob tej isti cesti, obdani z izkušenimi domačijami in dokaj na novo zraslimi bivališči, so se gibali ljudje. Niso hiteli, pa tudi pri miru niso bili. Bile so figure obrazov, ki bi jih le stežka umestil v določeno hišo. Predvsej proti koncu te nedoločene populacije je ob padajoči sušeči se cesti dokaj blizu železniške postaje stala ona. Rahlo, komaj zaznavno je izstopala iz množice, ali pa se mi je zaradi čustvene vpletenosti zgolj dozdevalo. Mišljenje mi je bilo skorajda na nulti točki, nekaj elektrike je teklo skozi zavoljo vzdrževanja vitalnih in ostalih funkcij, vključujoč čustva. Bližal sem se. Lastna poševna senca mi je delovala kot nekakšna potujoča sončna ura. Imela je energijo. Imeli smo jo vsi v tem neotožnem in neveselem cirkusu. Bili smo čisto in povsem nedoločljivi, neopredeljivi, ne levi, ne desni, nikakor mavrični ali neuvrščeni. Bili smo tako v nekem povprečju, nismo kričali, nismo bili tiho, nismo se smejali in ne jokali, tudi žalost nam ni bila lastna in ne pretirano veselje. Prišel sem do nje, ustavil svoj povprečen korak in ji iztegnjeno dlan suvereno položil na strd oreh. Gledala sva se iz oči v oči. Pogled mi je bil naraven, iskren in nenarejen. V polni meri mi ga je vračala. S pisarjo se ukvarjam že lep čas. V rjavi globini, ki je vlekla, je bila neka zaznavna toplina, upam si trditi. Ženska dlan je objela oreh in ga približala telesu. Kaj je v teh trenutkih časa, ki si jih ne da izmeriti, počela množica vzdolž ceste, mi ni znano. Minilo je kar nekaj časa, mogoče mesecev, let. Tistega usodnega dne sem se znašel v prestolnici. Zagotovo so bili posredi kaki upravki, razlog je najverjetneje obstajal, čeravno ni bil vedno tehten, določen ali jasen. Lepo odet, uglajen človek, poslovnega videza in manir, mi je vrh steklene stolpnice, ki naj bi bila z naskokom najvišja v prestolnici, razkazoval mesto. Ne bom tajil, prevzelo me je. Kakšen pogled! Navdušenje ob videnem mi je mejilo na nivo, ki ga ne poznam. Nedavno sem bil v spremstvu prijateljice vrh Nebotičnika, od koder sem napravil nekaj posnetkov prestolnice. Že tam je bilo veselje nepopisno, sedaj pa tole, ko je vse nekje daleč spodaj. Z istim lepo odetim osebkom so se odpravila do vznožja steklenega stolpa.
bil sem sam. Spominjam se otožnega dne, še zlasti po odsevih razbite steklovine, ležeče vzdolž ravne ceste, ki je vodila od tam. Kamor je segal pogled, vse povsod fragmenti papirja in stekla in papirja. Res, bila je dolga steklena ulica, uvita v sonce, toda od kod in predvsem zakaj vse to? Po meni je hodila ona. Tako da je ljudstvo gledalo nekaj avtorskih in soavtorskih knjig, zbornikov, brošur, potem raznih reportaž. Videno je ni vznemirjalo, saj zdelo se je tako. Pišačila so vzdolž glavne ulice, prometa v smislu avtomobilov, dvociklov ali javnega prometa ni bilo zaznati. Bilo pa je presenetljivo veliko pešcev, ki so hodili. Nihče ni njih postal. Gneča me je sprva nekoliko vznemirila in mi vsilila kanček nelagodja, na kar sem se je privadil. Koščki razbitega stekla vzdolž ceste so se vedno znova in znova bleščali. Med reflektirano svetlobo je poplesal obel papir. Še danes mi je nekoliko žal, da nisem do te mere dvignil pogleda proti objektom vzdolž ulice, da bi zagotovo vedel, ali je nemara odpadlo od njih. Prispevši do križišča z drugo ulico, je spremljevalka iz torbice, ki jo je bila vse skozi nosila prek rame, potegnila kamero. Iz njene kretne in pozicije, ki je ob tem zavzela, sem sklepal, da želi dobiti objektiv motiv sosednje ulice s fontano v spredju. Sprva nisem vedel, naj stojim tam ali ne, se naj umaknem ali ne, me želi imeti nekje v zlatem rezu posnetka ali ne. Za vsak primer sem se obrnil okoli in ji pokazal hrbet. Sicer sem bil pa tako ali tako zlit vso to množico. Rekla ni nič. Drži me tudi pravzaprav eno tako raziskovalno živco, pa veselje vidim tudi v gasilski dediščini. Še lep čas potem sem se skrivaj spraševal, je pritisnila na sprožilec med mojim zasukom stran, ali nekaj stotink časa prej in me nekoliko ujela tik pred ali med samim zasukom. Nikoli ne bom videl. Po nekaj hoje, po milo rečeno čudni in nevsakdanji prestolnici, sva obdana z vsemi temi ljudmi, ki so imeli z večino opravka s seboj, pripešačila do dokaj visoke steklene zgradbe, ki pa se glede višine nekako ni mogla kosati steklenim stolpom. Ustavila sva se. Nekaj upočasnenih korakov pred tem mi je povabila k staršem na večerjo. O ostalih občutjih glede videnega v kulinarju jih nisem spraševal, zatorej ne bi vedel, kako je vse to doživljala ona. Ko sva tako stala, obrnjena drug proti drugemu, kot ob neke vrste slovesu, mi je v dlani položila prgišče ali skupek gobanov. Najlažje bi jih primerjal s tartufi ali šampinjoni. Šopek gobanov mi je deloval belkasto, zavolo česar sem ga v mislih pripisal omenjenima vrstama. Nekaj zatem, ko sem podarjeno trudoma uspel obdržati v rokah in s pogledom motril koščke zemlje, ki so se držali v vznožju, je odhitela proti zgradbi. Pogoltnila se je v steklena vrata in čez par trenutkov časa še vsa ta množica. Nisem je več iskal s pogledom. Obrnil sem se in korak zastavil v smeri odhoda. Je pa tako, da človek najde sem ter tja še kakšen izziv in en takih izzivov je tudi kratka proza, tako da sem nekaj kratkoproznih del objavil tudi v mariborski literarno-jezikoslovni reviji Literizika. Obstal sem sam, šopom iz rok štrlečih gob.
Ena njih je izpadla po tleh kot neka naravna selekcija v urbanem okolju. 2 trenutka sem nameraval nebogljeni primerek oteti pogubi, vendar je mesto vzelo davek. Vzelo je zadnjega petelina, ki je v četici preko mosta prečkal reko. Sedel sem na leseno klop, ki se je ponujala v bližini, z namenom, da gobjo druščino nekako strpam v mali nahrbtnik, ki sem ga imel pri sebi. Do gobanov sem se skozi gojil pozitivna čustva, kot do vseh stvari, ki mi jih je dala. Medtem, ko sem razvozlaval vrvico nahrbtnika, so gobice z tistega nekaj zemlje v vznožju sedele na belo opleskanih deskah. Ob mojem početju opazim starca, ki bi bil lahko brezdomec, ni pa nujno. Sedel je tesno poleg klopice na tla, saj na belih deskah ni bilo prostora. Hudo mi je bilo. Starec je bil prijazen. Iz oči mu je žarela toplina. Sleherni trenutek ga imam pred očmi, tako resničen je bil. Šop skupaj držečih se gob sem spakiral v nahrbtnik in starcu malo na istočasno pokazal prosto mesto. Ko se je jel spuščati proti klopi, sem tamkaj opazil nekaj zaplat črne vlažne zemlje, kar je bilo ostalo od gob. Počakajte trenutek, takoj počistim. Nič ne de, odgovori mož vedrega obraza, ki mu ni bilo enakega med anemično gibajočo se množico. Je že dobro, in je sedel. Le odkot je prišel in kdo je ta človek? Bilo ga je eno samo sonce, ena sama pesem.